svetniki, spoštovani gospodje veleposlaniki, visoki gostje, panelisti iz domovine in tujine. Slednje še posebej tako pozdravljam v Sloveniji in sem hvaležen, da ste sprejeli naše povabilo. Prav tako moram izraziti zahvalo Inštitutu za informacijo zgodovina za koristne iniciative in sugestije, ter so organizatorji današnje konference, tudi njegovemu direktorju, gospodu Marku Domfridu, ki ga pozdravljamo med nami. Zahvala gre tudi sogostiteljema Državnemu svetu Republike Slovenije in pa predsedniku vlade Republike Slovenije, Janši. Sam sem kot tudi državni svetnik, kot minister vlade, pa tudi sedaj kot predovski poslanec, organiziral preprosto konferenc na temo človekovih pravic in svoboščin. No, ta zadnja ima še zame še posebej velik pomen, predvsem zaradi tega, ker sem zelo kritično rezultirala na koncu v bolj učinkovitem varovanju človekovih pravic in svoboščin. Najbrž nikogar med nami, ki se ne bi strinjal z ugotovitvijo, da se zadnje 2 leti v naši soseščini, v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu ali tako imenovanem arabskem svetu dogajajo zgodovinske spremembe. Morda bi še najbolj opredelili s tezo, da so se socialne evolucije preobrazile v politične revolucije, ki so jih nekateri zaznali kot arabsko preživljanje ali arabsko prenanje. Nedvomno gre za demokratične spremembe, ki pa so vendarle počasne ali pa še niso dokončno izblikovane. Zato mnogi politični analitiki opozarjajo, da gre sicer za politično tranzicijo, pri kateri pa ni nujno, da je ali pa da bo na koncu demokratično. Ko uporabimo besedo revolucija, večinoma dobimo asociacijo na nasilje in na množično kratenje človekovih pravic. To še posebej velja pri nas, državljani srednje in vzhodne Evrope, kjer je še živ spomin na čas med in na koncu druge svetovne vojne. Zato smo še veliko bolj ponosni, da nam je pred dobrima 2 desetletjema skoraj brez nasilja uspel začetek politične tranzicije v večstrankarsko demokracijo, tržno gospodarstvo, pravno državo in nenazadnje v društvu, kjer bodo spoštovane človekove pravice in svoboščine. Ravno zato nismo in ne smemo biti preizkušnji do tega, kaj se dogaja v arabskem sosedstvu. Pozorno smo prisluhnili zahtevom protestnikov na arabskih ulicah, in podprli njihove zahteva po spremembi avtoritarne oblasti. To smo storili skupaj v okviru in na ravni Evropske unije in na drugih forumih. Žal so se mnogi avtoritarni diktatorski režimi v svojih prebivalcev odzvali z nasiljem, grobim nasiljem. Absolutno nespremljiv pa je bil že na samem začetku odziv režima predsednika Asada v Siriji. Režim in sirske varnostne sile so odgovorile z ekstremnim nasiljem, z grobim kršenjem človekovih pravic, ki kažejo na voljo hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost, ter mnogimi drugimi oblikami nasilja, ki jih je mednarodna skupnost sicer močno obsodila, da držav ni uspela preprečiti. Mednarodna skupnost je žal še vedno neenotna v okviru Združenih narodov in da uspe najti ustreznega odgovora za krizo Sirije. Ni uspelo prepričati sirske vlade ali je prisiliti, da bi realizirala svojo odgovornost, da zaščiti prebivalstvo pred množičnimi grozodejstvi. Znašli smo se v situaciji, ko so vsi ukrepi za preprečevanje mednarodne pomoči in mediacijske aktivnosti enostavno odpovedali. Mednarodna skupnost se je v primeru Sirije znašla pred težko preizkušnjo. Kako operacionalizirati koncept odgovornosti zaščititi, ki je bil sicer soglasno sprejet na vrhu videa držav ozemlje 2005, tudi po zaslugi Slovenije. Primer Sirije predstavlja skrajno obliko odgovornosti zaščititi,
skrajno obliko primera, kjer sta prva dva stebra koncepta, to je odgovornost države in mednarodna pomoč odpovedala. Mednarodna skupnost, predvsem varnosti sveta OZN, je sedaj pred izjemno državno odločitvijo, da sprejme ustrezne ukrepe za zaustavitev množičnih grozodejstev. Saj je očitno, da Sirija sama tega ne zmore, oziroma noče storiti. Časa razlikuje, žrtev je vse res. Spoštovani, pridružujem se tistim, ki menijo, da je nujno, da mednarodna skupnost oziroma Združeni narodi razvijajo nek bolj učinkovit mehanizem za preprečevanje genocida in množičnih grozodejstev. Posebej Vlade Republike Slovenije, Janez Janša, nam je pravkar izpostavil svoj poziv na pobudo, ki jo je nedavno v zvezi s tem podal na 67. zasedanju Federalne skupščine organizacije za narodov v New Yorku. V tej zvezi odločno pozdravljamo in podpiramo predlog Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi odbora podobnih mislečih držav, ki bi se ukvarjal s temi političnimi in mednarodnimi pravnimi vprašanjami. To bo torej na ravni uradnih vladnih predstavnikov. Vendar to ni dovolj. Tudi civilna družba se mora ukvarjati s temi vprašanji. In tudi se. Zato smo to srečanje za sodelovanje z Inštitutom za kulturno informacijo iz Berlina tudi organizirali. Torej gre za temeljne človekove pravice, za vprašanje človekovega dostojanstva oziroma humanosti, preprečevanje humanitarnih katastrof, vprašanje prve druge človekovimi vrednotami. Spoštovani, danes je tu zbrani kar nekaj eminentnih mednarodnih pravnih strokovnjakov z področja obravnavane teme, eminentnih oseb iz različnih držav, ki ni vseeno za človekove pravice, še posebej najosnovnejše. Vse vas pozivam, da to problematiko sprožite tudi v svojih okoljih, tudi v nevladnih organizacijah. Preko njih se lahko vrši pritisk na vladno politiko držav v mednarodni skupnosti, da bi tako prišli do enotnosti mednarodne skupnosti glede preprečevanja in kaznovanja zločina genocida. V naslednjih panelih imamo med panelisti predvsem eminentne strokovnjake, ki bodo gotovo predstavili svoje strokovne prispevke in misli glede vprašanja oblikovanja mehanizma za preprečevanje genocida. Sami se omenil še na nekaj elementov, ki jih ocenjujem kot zelo pomembne, da problem postavimo v ustrezen kontekst. Kakšen problem imamo v Siriji? Kakšni zločini so se že zgodili? Po začetka nasilnega zatiranja miroljubnih protestov marca 2011 je bilo v Siriji po navedbah Združenih narodov ubitih preko 20 000 oseb, večinoma civilistov. Nasilje se močno stopnjuje se poraba težkega zatočištva in močno obstredovanje naseljenih območij. Narašča število grozljivih pobojev, ki so jih zakrivile sirska vojska in varnostne sile, tudi opoziciji. Prišlo je do več pokolov in načrtnih pobojev moških, ženskih in otrok. Dogajajo se uničevanje naseljenih področij, vladne sile oblegajo mesta in kar bombardirajo. Registriranih je že preko 400 000 beguncev v sosednjih državah, 1,2 milijona pa je notranje razseljenih oseb. Vse našteto ne le govori o obsežnem oboroženem nasilju in zločinih, ampak pokriva tudi humanitarno katastroфo. Pogled na dogajanja in probleme sem pričel z referencami na arabsko pomembno. Vendar pa kljub nekaterim podobnostim je vsaka arabska država sviknjenja primer tranzicije. V primeru Sirije po spremembah ali tranziciji nasploh se ne moramo govoriti. Protesti so se spremenili v enostavno življansko vojno. Pravno stanje v arabskih državah, ki grozi miru in stabilnosti širše v regiji, nas navaja na nujnost izgradnje uveljavitvenega mehanizma Konvencije Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Verska in etnična raznolikost, pomanjkanje tradicije demokratičnega dialoga lahko povzročijo nove in nove konflikte. To pa so še drugi deficiti. Prvi, na socialnem poju, predstavlja izjemno visoka brezposelnost mlade generacije, zlasti mlade generacije, ki znaša skoraj vseh državah na 20%. Ta mlada generacija je prišla na trg delovne sile po demografskem bomu leta
2000. To vprašanje so mnoge arabske države reševale z zaposlovanjem v javnem sektorju, ki je daleč preobsežen glede na realni gospodarski sektor. To bi lahko bila socialna bomba v prihodnje. Problem predstavlja tudi odsotnost mladih in srednjih podjetij, torej gospodarska struktura, hkrati pa je mlada generacija opolnomočena za dosežke informacijske revolucije, tehnoloških revolucij, globalizacije in se povezuje preko novih močnih socialnih mrež. Naslednji element nestabilnosti je povečanje stopnje revščine oziroma izjemno socialna diferenciacija v teh družbah. Občutno prosto je polje osebne svobode, pa tudi enakosti med spoloma. Še posebej sta nujni večji vloga žensk in individualnosti v družbah arabskega sveta. Da bi dosegli resnične premike v teh družbah, je potrebno tudi pomoč tem državam. Ta mora biti vsestranska. Poleg tega, mednarodna skupnost potrebuje učinkovite pristope pri preprečevanju konfliktov, ki sedaj še ni, in nujna politična, gospodarska in socialna pomoč. Pa tudi tako imenovana kulturna diplomacija prinaša nove in nove potencijale vplivanja na uspešnejšo demokratično